Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Gost tedna. Nocoj bomo govorili o osnovni šoli Toneta Okrogarja. O šoli, ki je tako kot vse ostale po državi vstopila v novo šolsko leto in ugotovili bomo oziroma pogovorili se bomo o tem, kaj vse se je dogajalo med poletjem, kaj jih še čaka med šolskim letom, kakšne izzive imajo na poti in ni boljše gostje, kot je ravnateljica šole, gospa Nataša Grošelj, ki jo lepo pozdravljam in izrekam dobrodošlico v našem studiu. Hvala, lep pozdrav tudi vam. Torej, vi ste najbrž najboljši naslov za to, da nam poveste, kaj se bo vse dogajalo v novem šolskem letu, ampak da začneva tam, kjer sva skoraj končali 2 leti nazaj. Takrat ste začeli svoj ravnateljski mandat. Kako so vtisi zdaj, ko ste zelo že v svojem delu, ko ste pravzaprav 2 leti že vodili osnovno šolo Toneta Okrogarja? Moram reči, da so vtisi zelo dobri. Jaz v svojem delu zelo uživam. Trudim se dati najboljše šoli, kar lahko dam. Seveda, kako uspešni smo, ni odvisno samo od mene, ampak od celotnega kolektiva. In kot sem že mnogokrat povedala, tudi tokrat povem, da pri nas je kolektiv res odličen, da znamo stopiti skupaj. In mislim, da tudi povratne informacije, ki jih dobim strani kolektiva in staršev, govorijo o to, da smo na dobri poti. Torej, odločitev postati ravnateljica je bila pravilna? Zaenkrat ja. Šentlamperška šola vas je kar vrsto let imela kot vodjo, torej bili ste vodja. Pogrešate delo? Pogrešam mir na podružnici. To moram priznati, pogrešam sodelavke, klepet jutranji ob kavi. Mogoče razred zaenkrat še ne pogrešam toliko, kar pa se ostalo podružnice tiče, pa vem, da sem jo pustila v zelo dobrih rokah, tako da me zanjo pravzaprav ne skrbi. Dobili so nova krila, se dokazuje na drugih področjih, tako da gre uspešno pot naprej. Je bilo kaj presenečen, ko ste začeli tiste prve mesece morda, ali so vas dobro pripravili oziroma vam svetovali? Ste bili pripravljeni na vse? Moram reči, da šola za ravnatelje, ki jo mora pač vsak kandidat, ki se odloči kandidirati za ravnatelja in potem postane, upraviti, da dobro popotnico za prve korake. Seveda pa tako kot vedno, ko zamenjaš delovno mesto, so izkušnje potem tiste, ki najbolj štejejo. Tukaj se moram zahvaliti pomočniku, bivšemu ravnatelju, ki mi stoji ob strani, ki mi pomaga, ki mi svetuje, seveda tudi ostalim delavcem na šoli, kolegicam sosednjih šol, ki jih lahko v vsakem trenutku tudi pokličem, da mi povejo, kako kakšno zadevo razrešiti. Tako da mislim, da tisti začetna pripravljenost je bila dobra. Seveda je pa odvisno od vsakega človeka, vsakega posameznika, kako se potem loti dela naprej. To je lepo slišati, da ste tako povezani, ne? In v kolektivu in tudi izven z drugimi šolami. Jaz si drugače dela ne znam predstavljati. Smo občina ena, živimo v istem kraju pravzaprav, a ne? Vse smo ravnateljice osnovnih šol, kjer je program pravzaprav skoraj da identičen. So nekatere stvari od projektov, pa mogoče kakšne takšne zadeve še drugačne. Sicer pa plujemo po isti poti, tako da jaz sem že prej kot učiteljica bila velik timski delavec, vedno nekako povezovala in to skušam tudi zdaj naprej pač zadevo tako peljati. Poletje pa je bil čas, vsaj ponavadi je, za različna dela, kakšna popravila, morda kakšna barvanja raznih fasad. Kaj ste letos naredili na matični šoli? Mi smo letos na matični šoli letošnjo poletje bili zelo pridni. In sicer pred zaključkom prejšnjega preteklega šolskega leta smo bili z občino že dogovorjeni za sanacijo male telovadnice na matični šoli. Projekt je vreden 21 000 evrov. Mi smo zelo veseli, ker v naših kletnih prostorih, ne samo v telovadnici, ki je tudi v kletnih prostorih, imamo težave in to precejšnje z vlago. Tako da tukaj nam je občina zdaj prisluhnila in nam pač priskočila na pomoč, da zadevo saniramo.
Potem smo sanirali 2 učilnici, in sicer stropa v učilnicah. Naša šola bo čez 2 leti praznovala 115-letnico in seveda, kolikor je tako mladostna in vitalna še, pa se na nekaterih mestih ta starost vendarle pozna. Tako da smo tudi to uspeli, da imamo zdaj sanirani učilnici, nove luči. Beljenje je bilo tako ali tako v bistvu načrtovano, nekaj je bilo nenačrtovanih del. Tako smo imeli recimo v kuhinji, so nam viseče omarice odstopile, pa ko smo jih že imeli ravno dol, smo potem še kuhinjo prebeljali, potrebno je bilo tudi električni bojler zamenjati. To se pravi, kot se neka beljenje, to je pa zdaj na matični šoli bil že kar velik zalogaj, no. Podružnica v Kisovcu se lahko ponaša z novim pročeljem na fasadi? Podružnica v Kisovcu in vse tisto, kar se je pa tam narisalo in pobarvalo, za vse to je pa kolektiv te podružnice pravzaprav odgovoren. Dekleta so stopila skupaj z vodjom in so na novo poslikale pročelje in pa seveda olepšale tudi notranjost šole. Šola ima tudi na novo prebarvana vrata učilnic, tako da mislim, da jih v Kisovcu čaka kar eno takšno barvito šolsko leto. Tako. Šentlampert pa je tudi imel svoja dela. Šentlampert pa je bilo redno vzdrževalna dela in pa seveda tisto, kar učiteljice vsako leto pripravijo, da so učilnice potem skozi šolsko leto lepe in pa privlačne za učence. Tako. Veseli pa vas najbrž tudi to, da bo varnejša pot v matično šolo. Mihelčičevo hišo so letos pred kratkim podarili. Tega moram reči, da smo se kot šola zelo razveselili. Mi smo se kar nekaj časa zavzemali za to. Namreč mimo te Mihelčičeve hiše poteka naša šolska pot, ki je bila precej nevarna zadnja leta za naše učence, tako da smo zelo veseli, da je občini uspelo tudi to postoriti. In v osnovno šolo Toneta Krogarja se je letos vrnilo oziroma na novo vpisalo koliko učencev? Na matični šoli je šolski prag prvič prestopilo 37 prvošolcev, na podružnici v Kisovcu 26 in v Šentlampertu 4 prvošolci. Številka učencev se nam vsako leto povišuje, tako da imamo v Šentlampertu 24 učencev, no tu je stabilna številka, kar je za tako majhno podružnico dober podatek. Podružnica v Kisovcu raste izredno hitro, tako da je v letošnjem šolskem letu 132 učencev na podružnici šoli v Kisovcu. Vsega skupaj je pa zdaj učencev na naši šoli 520. Če povem, ker so se ravno prej pogovarjali, da sem pred 2 letoma bila tukaj gosta, ne? Takrat smo šolsko leto začeli z številko 483, tokrat s 520, to pa je že kar lepo narašča številka. Tako. In koliko je pravzaprav oddelkov? 27 je rednih oddelkov, ja. 27 oddelkov. V Šentlampertu in v Kisovcu je do katerega razreda? V Šentlampertu sta 2 oddelka kombinirana, od 1. do 4. razreda, torej 1., 2. razred skupaj, 3., 4. skupaj. V podružnici v Kisovcu imamo od 1. do 5. razreda, matična pa je klasična šola, torej od 1. do 9. razreda. Tako. V Šentlampertu, kot ste rekli, je kombiniran pouk. Kako pravzaprav poteka za tiste, ki so morda o tem samo slišali? To je, bom rekla, posebna vrsta pouka, ne? Učitelj mora biti dovolj strokovno podkovan, inovativen, predvsem pa mora znati improvizirati velikokrat. Največ v eni šolski uri mora svojo pripravo na uro pripraviti tako, da se delno posveti enemu razredu in delno drugemu. To se pravi, da otroci, pravzaprav, ki hodijo, ki obiskujejo kombinirani oddelek, imajo bistveno več samostojnega dela, kot pa recimo v čistih oddelkih. Znanje pa zaradi tega popolnoma nič ne trpi. Mogoče celo upam reči, ker sem 20 let v kombiniranem oddelku učila, da so te otroci bolj iznajdljivi, veliko bolj samostojni in veliko bolj motivirani za delo. In Šentlampert je takšen okoliš, ki podpira svojo podružnico. Radi vpišajo otroke. V Šentlampertu ljudje se zavedajo, kakšen pomen ima šola v takšnem majhnem kraju.
in starši znajo stopiti skupaj in znajo podpreti in sodelovati s šolo in to bi bilo lahko pravzaprav zgled marsikakšnemu kraju po Sloveniji. Koliko pa je pravzaprav tisti minimum, do katerega je še lahko podružnica odprta, da ni kakšnih pritiskov, da se mora priključiti Zdaj skupina? vemo, da na podružnici do 5 učencev, a ne, tam se še nekako uspejo obstati. Ravno zdaj je bilo zapiranje podružnične šole v Osilnici, a ne, kjer je številka padla. Seveda vse te situacije na podružnicah, ki nastanejo, jih lahko gledamo z dveh strani. Če gledamo z finančnega pogleda, torej je zagotovo, moramo tudi mi priznati, da so to finančno nerentabilne šole, ne. Vendarle, kakšen pomen takšne šole v kraju nosijo in kakšen pomen imajo za učence, da lahko obiskujejo šolo v svojem kraju, tukaj je pa mislim, da večja razsežnost in pravzaprav več pozitivnega, no, kot tisti finančni, a ne, del. Torej, takrat, ko ste bili vodja in tudi zdaj, ko ste ravnateljica, ni bilo kakšnih pritiskov ali pa želja, da bi... Mislim, da prvo leto, ko sem prevzemala ravnateljevanje, so bile pobude, da se ta normativ dvigne na 16, vendar pa slovenske podružnice so že vrsto let združene v Društvo učiteljev podružničnih šol. Namreč jaz pogosto rečem, da na podružnicah učijo učitelji s posebno predznakom, z velikim ujem na začetku. Namreč biti učitelj na neki podružnični šoli ne pomeni samo delo v razredu, pomeni širše, pomeni povezovanje s krajem in te učiteljice na podružničnih šolah pravzaprav delajo mnogo več. In se tudi zavedajo pomena šole, tako da takrat smo v društvu, kjer sem se tudi sama članica, stopili skupaj in uspeli pač to zadevo z ministrstvom dogovoriti, da se normativi niso dvigali. In računate, da bo tako tudi vnaprej, oziroma ste optimisti? Jaz sem optimist. Jaz moram reči, da ko je ministrstvo prevzela zdajšnja ministrica, so se na našem šolskem področju zadeve umirile. Ni več tako razburkano, kot je bilo prej. Gre se postopoma, dela se z dialogom. Seveda, vedno so nesoglasja, vsak vleče na svojo stran, kompromisi so potrebni, ampak mislim, da nekih nepremišljenih in nekih velikih sprememb ne pričakujemo. Imate letos v izboru interesnih dejavnosti, ki ste jih že pretekla leta izvajali, kakšne novosti oziroma bi katero izpostavili, da bi jih omenili? Pri interesnih dejavnostih posebej ne. Pri nas interesne dejavnosti pač tisto, kar lahko ponudimo, to je dodatno znanje posameznih učiteljev, ki lahko pač opravljajo interesno dejavnost, interes njihov, interes učencev. Povezujemo se tudi z zunanjimi organizacijami za izvajanje interesnih dejavnosti. Tako da na področju interesnih dejavnosti ne. Nekaj imamo na novo izbirnih predmetov, mislim, da sta 2 ali 3 na novo, da smo jih ponudili našim učencem. Tam je kar pestra paleta teh izbirnih predmetov. Na novo tisto, kar se tiče pouka, je, da šestošolci vstopajo v neobvezne izbirne predmete, tako da so zdaj neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu. Tako da to so spremembe. Pri nas je sprememba, kar se tiče šolskega leta in samega dela v razredu, tudi ta, da je angleščina stopila v 3. razred kot redni predmet, a ne? Kaj večjega pa ni. In kako so starši pozdravili spremembe? Torej tisti, ki so pred vstopom svojega otroka v 3. razred, v 2. že vedeli, da bo otrok imel angleščino? To je bilo dobro sprejeto. Te otroci so že v 2. razredu imeli, a ne, angleščino. V 1. smo že lansko leto izvajali kot neobvezni. Moram reči, da je interes zelo velik, tako da po večini so vsi vpisani že v angleščino v 1. razredu. Generacija, ki zdaj vstopa v 4. razred, pa je bila generacija, ki jo je ta vstop angleščine kot reden predmet lovila za rep. To zadevo smo pa v lanskem šolskem letu pri nas na šoli rešili tako, da smo jim organizirali interesno dejavnost, tako da tudi letošnji četrtošolci niso vstopili brez vsaj nekega predznanja angleščine, pa vsaj poznavanja jezika kot
pogovornega z učiteljico, z novimi besedami. A ne. In nedolgo nazaj, torej prejšnji teden, če se ne motim, ste imeli tudi tečaj angleščine, malo na poseben način. Kako je potekal? Prejšnji teden se je na naši šoli pravzaprav izvajala poletna šola Anglia Network, Anglia mreže. To je organizacija, ki povezuje šole po Evropi, ki uporabljajo angleščino kot tuji jezik. V lanskem šolskem letu, v začetku šolskega leta, so naše učiteljice angleškega jezika dale pobudo, da se priključimo temu projektu, da popestrijo pouk angleščine. Tako da so pravzaprav v lanskem šolskem letu naši učenci pri angleščini lahko preko Skypa se pogovarjali z svojimi sovrstniki na Nizozemskem in tako pravzaprav sebe preizkušali in manjšali strah pred uporabo angleščine z nekom drugim. Ker je bil ta projekt, pač pokriva Anglia Network, torej Anglia mreža, so seveda proti koncu šolskega leta ponudili, da bi se lahko tudi naši učenci udeležili poletnih šol angleščine v tujini. Te so stroškovno kar precej velik zalogaj za starše. Zato je ena od naših učiteljic, gospa Melanja Zupančič, predlagala organizaciji, da pa bi organizirali eno takšno poletno šolo pri nas in skušali pač z čim nižjimi stroški omogočiti otrokom iz Zasavja, da se udeležijo tudi na takšne poletne šole. Torej, otroci so imeli to šolo zastonj? Ne. Je bila plačljiva? Strošek staršev je bil torej 5-dnevna poletna šola z učitelji tudi iz tujine. Sodelovala je učiteljica iz Zagreba in pa ena učiteljica iz Čila. 2 sta bili naši domači, pa 2 iz sosednji občini. Je strošek torej na starše prišel 150 evrov. Zadeva je potekala od 8:30 zjutraj do 3 popoldne. V ceno seveda je bil všteto tudi malica in kosilo. Zadevo so imeli pa organizirano tako, da so dopoldne imeli 2x po 2 uri učni uri, kjer so bili učenci razdeljeni v skupine po predznanju angleščine. Po kosilu pa so imeli mešane skupine, nekake delovne skupine, ki pa so opravljale različne naloge. Tako so na primer v ponedeljek spoznavali tuje države v angleščini, v torek so iskali skriti zaklad po mestu Zagorje, na koncu seveda, ko so ga našli, je bil to sladoled, vendar so sladoled si morali naročiti v angleškem jeziku. V sredo so odpotovali v Ljubljano, v šolski muzej, kjer so imeli predstavitev ure dedkov in babic v angleščini. Nato so se odpravili na Ljubljanski grad, kjer so spet imele delovne skupine pač nalogo. Intervjuvali so tujce, turiste, ki so bili na gradu. V četrtek so imeli plesno delavnico tudi popoldne. Vsak dan pa so zadnje, mislim, da pol ure namenili temu, da so pripravljali petkovo predstavitev. Namreč te delovne skupine so se v petek na zaključku poletne šole predstavile staršem z nekim svojim izdelkom v angleščini. Zdaj, posebnost te poletne šole je bila tudi ta, to je bilo pravzaprav edino in prvo pravilo, da se sporazumevajo zgolj in samo v angleškem jeziku. Kar je bilo najbrž na začetku malo teže, potem pa čedalje manj. Ja, mlajši udeleženci so se tega pravila sprva kar ustrašili, ampak so potem hitro se sporazumeli, so se znašli, so si kaj pokazali, pomagali z rokami, tako da je potem v bistvu drugi oziroma tretji dan so že vsi otroci čisto lepo samo v angleščini komunicirali. Z učiteljicama iz tujine pa drugače sploh ni šlo, ne? Ne. Ni šlo, tukaj so bili pač prisiljeni, da uporabljajo angleščino. Te 2 učiteljici nista znali slovensko, tako da tukaj je pravzaprav bila situacija, s katero se v vsakdanjem življenju, če gremo v tujino, srečamo vedno. Imate pa tudi med letom zanimive povezave z mladinskim centrom? Ja.
Naše ure angleščine mislim, da lahko rečem, da so zelo pestre, da so naše profesorice angleškega jezika zelo pridne. Že kar vrsto let se povezujemo z Mladinskim centrom in z njihovimi izmenjavami iz tujine, tako da med tednom pri urah angleščine prostovoljci iz tujine prihajajo k nam na šolo in pravzaprav naši učenci lahko svoje znanje angleščine takoj uporabijo v komunikaciji z temi prostovoljci. Kar je pa tudi nekaj posebnega in bolj izven okvirov vsakdanjega pouka. Ja, mi smo še vedno v okviru pouka, ampak na nekakšen drug način, mogoče bolj usmisleno, zakaj pravzaprav rabim poznavanje tujega jezika, kje mi prav pride. Pa ena izmed prednosti vstopa teh prostovoljcev k pouku je tudi ta, da pravzaprav učenci zmanjšajo strah pred uporabo angleščine, da ugotovijo, da tudi če ni izgovorjava najboljša, da se vseeno da sporazumevati, da tudi tujci vsi ne govorijo perfektno angleščine. Tako, da lahko tudi svojo angleščino dosežejo namen. Tako. Skupina otrok s posebnimi potrebami, tako nadarjeni kot tisti, ki potrebujejo učno pomoč. Kaj opažate, se z leti število tovrstnih otrok narašča ali upada? Učencev, ki imajo po odločbi dodatno strokovno pomoč, je zdaj v zadnjih letih število teh učencev naraščalo. Tako da je pri nas kar nekaj delavk, ki delajo na tem področju. Trenutno po tistem, kaj veste, ko je bilo v medijih tudi veliko govora o tem, se je mogoče zadeva nekoliko umirila. Jaz iskreno upam, da ne na račun tistih, ki resnično potrebujejo dodatno strokovno pomoč, da komisije dobro premislijo, komu dajo, komu ne. Namreč ta dodatna strokovna pomoč ni namenjena dvigovanju cen, ampak je namenjena, da strokovnjakinje, ki imajo znanje, dodatno znanje, ki ga učitelj nima v razredu, da s tem svojim znanjem pomaga učence na tistem področju, kjer ima težave. Pa naj bo to na koncentraciji, na pomnenju, mogoče na čustvenem področju, da jih nekako naučijo, kako s to svojo težavo rešujejo potem različne situacije oziroma kako se zadeva reši, torej jim pomagajo premostiti te težave, tako bom rekla. So to strokovnjakinje, ki so pri vas zaposlene ali sodelujete tudi z... Sodelujemo pa seveda, na šoli imamo delavke, ki poučujejo dodatno strokovno pomoč in so zato tudi šolane, torej imajo dodatna znanja. 2 delavki pa imamo tudi, pa tudi z njimi sodelujemo z šolo s prilagojenim programom dr. Slavka Gruba. Kako poteka delo z nadarjenimi učenci, tako imenovanimi? Z nadarjenimi učenci se ukvarja ena izmed učiteljic dodatne strokovne pomoči tudi in pa seveda učitelji. Njim skušamo približati, čeprav tu moram reči, da nekako še ne uspemo vseh svojih idej realizirati, ki jih imamo, ampak skušamo pa tudi učence spodbuditi, da na področju, kjer so nadarjeni, da tudi sami poiščejo več informacij, več dejavnosti, da pač skušajo krepiti tisto svoje nadarjeno področje. Kako pa je na tem področju razumevanje oziroma sodelovanje s starši? Ali pri otrocih, ki imajo evidentirano nadarjenost, pričakujejo, da bo avtomatsko ocena višja, oziroma ali pri otrocih, ki imajo učno pomoč, pričakujejo, da bo zato, ker ima pomoč, pozitivna ocena oziroma brez kakšnega dodatnega truda iz njihove strani? Zdaj, jaz mislim, da vsi starši si želimo, da bi bili naši otroci uspešni in da so tudi naše želje takšne. Je pa težko, jaz ne bi tukaj posploševala. Vsak starš vidi svojega otroka skozi svoje oči, ima svoje pričakovanja od svojega otroka in seveda tudi pričakovanja, če je otrok nadarjen na nekem področju oziroma če ima dodatno strokovno pomoč.
Seveda napačno je zdaj, tako kot sem prej rekla, tudi posploševati, da dodatna strokovna pomoč pomeni obvezno višja tudi ocena. Dodatna strokovna pomoč naj bi bila dodeljena tistim otrokom, ki imajo težave na posameznih področjih. Torej, za odpravo teh težav, zato da lažje grejo skozi šolski sistem, torej skozi to. Kar se tiče nadarjenosti, je pa ne moramo govoriti, da učenci, ki jih odkrijemo, da so na nekem področju nadarjeni, da ta nadarjenost avtomatično prinese tudi višje ocene. To ni tako povezano. Otrok, ki je na nekem področju nadarjen, bo imel visoke ocene. Ocena je sestavljena iz različnih sestavin, od motivacije do vloženega truda, do učljivosti, nenazadnje, tako da je lahko otrok, ki sicer ni odličen in nima same petice, zelo nadarjen na nekem področju. Kar pa ne pomeni, da zaradi svoje nadarjenosti bi moral imeti same petice, ne? To so pojmi, ki jih ne gre mešati med seboj. Torej, vaši učitelji morajo biti zelo iznajdljivi oziroma morajo imeti kar veliko širine pri tem, kako kakšnemu otroku ali pomagati, ga spodbuditi, motivirati. Vsak učitelj, ne samo naši. Vsak učitelj pravzaprav mora imeti neko širino, mora imeti visok pedagoški eros, mora skrbeti za svoj strokovni razvoj in pa seveda tista prva naloga učitelja v razredu je, da teorijo spremeni v prakso, da spozna vsakega učenca posameznika, in da pravzaprav oblikuje učno okolje, ki je spodbudno za vse. Ljudje smo zelo različni. Nek neuspeh lahko nekoga zelo spodbudi k temu, da postane boljši. Soseda, ki zraven njega sedi, pa lahko tako potare in mu odvzame še tisti kanček volje, tako da pravzaprav delo učitelja je, da spodbuja in ustvarja pozitivno delovno klimo in pa učno okolje. In vaša šola se lahko pohvali z najučiteljem? To nas je pa konec prejšnjega šolskega leta pravzaprav presenetilo, ker o tem nismo nič vedeli. Teden dni pred podelitvijo tega laskavega naslova pa so me poklicali iz uredištva ONE in nas obvestili, da je v njihovi akciji pravzaprav zmagal naš učitelj, gospod Dejan Kramžar. In kako so potem potekale priprave? En teden ste imeli časa? Teden dni smo imeli časa. Seveda zadeva je mogla ostati v tajnosti, ker rezultati niso bili še znani. Tako da je pravzaprav za rezultat in za to, da imamo najučitelje na šoli, sem vedela jaz in še 5 mojih sodelavcev, ki so mi pomagali pripraviti to prireditev, na kateri je potem gospod Kramžar prejel pač ta naziv. In kakšen je bil odziv strani staršev in ostalih, ki so potem izvedeli, da imajo njihovi otroci učitelja, ki ima tak naziv? Glede na to, da smo šolski okoliš, torej okolje šol, kjer naj bi šlo za spodbujanje, je bil zadeva seveda pozitivno sprejeta. Bili smo zelo veseli. Mislim, da odločitev ni bila napačna. Seveda vedno se najdejo še tudi drugi, ki bi si zaslužili tak naziv, tako da to ni eden izmed, to ni edini tako, ampak je eden izmed dobrih učiteljev, vsaj pri nas na šoli. Vsekakor smo bili veseli, tako starši kot učenci, ki so svojo reakcijo ob razglasitvi najučitelja to tudi pokazali, kot seveda tudi sodelavci in jaz kot ravnateljica. In če sva že prej omenjali starše, kako pravzaprav je pomembna ta komunikacija, da je ustrezna, da so starši zdaj, ko jih preko SMS-ov tudi obvestite prek te e-redovalnice o govorilnih urah, so bolj morda nagnjeni k temu, da pristopijo k vam, ali je komunikacije manj? Bi rekli, da je več? Osebni stik ne more ničesar nadomestiti. Ta je najpomembnejši. Pogovoriti se z nekom iz oči v oči, čutiti tisto, kar takrat pač človek, ki je
pride do tebe z pohvalo ali z neko težavo. Seveda je povsem drugo, če je to oseben stik, kot če je to prek nekega elektronskega medija. Vsekakor je lažje šoli pri organizaciji, da pač komuniciramo prek elektronskih medijev, ker hitreje in širše lahko širimo pač obvestila. Da bi rekla, da je zdaj v tej komunikaciji kakšna sprememba, nekaterim je mogoče staršem lažje, da zdaj lahko napišejo, ker so mogoče bolj tip človeka, ki lažje napiše. Seveda so pa še vedno to stiki osebni, tako z razredniki, ostalimi učitelji ali z menoj, če je pač zadevo potrebno se dogovoriti oziroma ali razrešiti ali pa pač kakšna pohvala, da tudi pride. Tako da ne bi bilo osebnega stika, tega si jaz ne predstavljam. Je pa komunikacija zelo pomembna. Ta je temelj za pravzaprav razumevanje in skupno sodelovanje. Jaz staršem vedno povem in za tem tudi stojim, da smo pravzaprav pri razvoju njihovih otrok mi skupaj starši partnerji, ki skrbimo za dobrobit teh otrok in pač za najboljši razvoj, ki je možen. Ker včasih ob kakšni negativni novici, ki jo kakšni mediji radi bolj izpostavljajo, se zdi, kot da so starši na eni strani, učitelji pa na drugi, ne? Da ne gre za ist partnerski odnos, kot ste rekli. Ne? To je velikokrat prikazano v medijih. Jaz v svojih prej 20 letih poučevanja v razredu in zdaj 3. leto ravnateljevanja nisem naletela na nek tako hud primer, da bi bil nepremostljiv. Tudi zdaj vedno staršem pravim, da so moja vrata vedno odprta, da se zadeve lahko dogovorimo, da lahko poiščemo skupno rešitev, da je prav, da drugega poslušamo, ker ena stran je ena zgodba, druga stran je druga zgodba. Mediji pa pogosto to črno-belo prikažejo. Predvsem pa je v takih komunikacijah in v takih kriznih situacijah, ki nastajajo, dobro čustva najprej ohladiti, potem pa zadeve začeti reševati. Ker ko čustva prevladajo nad razumom, takrat so izrečene tudi besede, za katere nam je mogoče potem žal, ali pa ne najdemo skupne točke, neke skupne rešitve. Prej, ko smo omenjali dela na šoli, se nismo dotaknili tistega glavnega, kar vas in pa tudi predhodnika je čakalo in še vedno čaka obnova telovadnice. Precejšen zalogaj. Precejšen zalogaj. Občina se je do zdaj trudila zadevo reševati skupaj še z nekaterimi projekti. Nažalost, evropska sredstva, ki so razpisana, niso razpisana naravnost, pisana na kožo obnavljanju in teh zadev v šolstvu, tako kot je na primer v vrtcu bilo. Vendar jaz imam zagotovilo pač občine in pa gospoda župana, da se zavedajo našega problema in da naj bi ga čim hitreje rešili, čeprav ta čim hitreje, nažalost, zdaj že kar nekaj let in smo tako starši kot učenci in tudi mi pravzaprav nestrpni. Gre za to, da je res nujna potrebna sanacija naše telovadnice, ki je pravzaprav bila zgrajena 72. leta in od takrat ni bila deležna večjih popravil. Pa ste morda že dali kaj na hitro na papir, koliko bi to stalo? Te zadeve pravzaprav pelje občina. Občina je lastnik zgradb, ustanoviteljica šol, tako da projektov je nekaj že bilo. Seveda, tako kot je ponavadi zdaj v zadnjih časih se zatakne pri financah. Jaz iskreno upam, da tokrat občina najde vir, od kjer bi lahko črpala in da obnovimo telovadnico. No, za konec pa bi morda staršem prvošolčkov, ki so morda tisti, ki svojimi otroki prihajajo na nek nov teren, bi morda položili na srce nekaj informacij oziroma kakšno misel, da bi jih čim bolj vodili, spremljali v tej novi vlogi kot šolarje. Vsem tistim staršem, ki so prvič v tej vlogi, da so prvič prestopili šolski prag, pravzaprav želim, da odprto komunicirajo z nami,
da nam povejo tako dobre stvari kot svoje strahove, s katerimi se srečujejo, ker marsikakšen strah na marsikakšno vprašanje lahko v šoli odgovorimo. Vsem staršem, ki pa imajo otroke v šoli, bi pa pravzaprav položila na srce, da v šolo ne hodijo starši, ampak hodijo otroci. In vse prepogosto vidimo situacije, ko starši prevzemajo preveliko odgovornost za šolsko delo svojih otrok in pravzaprav na ta način delajo škodo svojim otrokom. Otroci morajo reševati zadeve, ki nastajajo v šoli sami, naučiti se. Sicer, ko bodo enkrat prišli v službo in bo tam nastala neka situacija, ne vem, kako bi izgledalo, da starš pride zdaj še v službo reševati zadeve, če odprej ni imel izkušenj, jih sam ne bo znal rešiti. Šola ni bav-bav, tako kot sem uvodoma povedala, ni šala. Šola je resna zadeva, v kateri se znamo pa tudi smejati, tudi zabavati. In kot sva že prej, ko sva se pogovarjali od komunikacije, govorili, komunikacija je temelj. Marsikdaj kakšen problem zgine samo, če si upaš vprašati in dobiš odgovor z druge strani. Tako da z veseljem naj prihajajo v šolo brez večjega strahu in naj si upajo vprašati, če rabijo poiskati pomoč, če rabijo pomoč. Zato smo tam, da jim pomagamo. Tako. Najlepša hvala za te misli, za te besede, za vse informacije, ki ste nam jih podali in pa uspešno šolsko leto 2016-2017 vam želim. Hvala za povabilo in pa seveda hvala, da sem lahko gost tukaj. Hvala lepa. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.